seveda bomo vse izkušnje, ki smo jih pridobili z leti, ob uvajanju in izvajanju teh programov uporabili tudi pri snovanju novih. Zdaj, cela zgodba z novimi presejalnimi programi se je začela pravzaprav zaradi tega, ker smo videli, kako močno orodje so lahko presejalni programi, če res uvedemo na ta pravi način. In leta 2003 so išla prva priporočila Sveta Evropske unije, za katere rake presejati in na kakšen način. Po 20 letih so se na podlagi Evropskega načrta za boj proti raku leta 2022 ponovno sestali evropski strokovnjaki, tudi Slovenci smo bili vključeni in pregledali vse dokaze, za katere nove rake lahko presejamo in pravzaprav na kakšen način lahko presejamo in tudi ali bi novi presejalni programi rabili kakšne posodobitve. In to je bil cel kompleksen proces, veliko ljudi, inštitucij, ustanov, vse države evropske smo bili vključene. In na koncu smo 9. decembra 2022 dobili novo priporočilo Sveta Evropske unije, ki pa že pravzaprav zelo konkretno opredeljuje, katere presejalne programe priporočajo. Danes smo tu, zato ker imamo uvodni sestanek kick-off izjemno pomembnega projekta Improving Cancer Screening in Slovenija, s katerim bomo pravzaprav ob pomoči najboljših tujih strokovnjakov Mednarodne agencije za raziskovanje raka in Erasmus MC Rotterdam skupaj z našimi izkušnjami v slovenskem kontekstu pravzaprav se potrudili v naslednjih 2 letih pripraviti teren, da bomo res uvedli nove presejalne programe na način, da bodo reševali življenja, da bodo stroškovno učinkoviti, ker saj veste, blagajna je ena sama in če nekje vzameš, potem drugje ni, in tudi, da ne bodo pravzaprav povzročili škode drugim ljudem, ki potrebujejo zdravstvene storitve. Projekt, ki ga danes pravzaprav začenjamo, je namenjen temu, da bo nudil Sloveniji podporo pri prenovi presejalne politike programa ZORA. Namreč v priporočilih 2022 se priporoča sprememba presejalne politike in sicer namesto presejanja s citološkim brisom, presejanje s testom HPV, vendar ne kar tako, ker ta okužba je izjemno pogosta, v starostni skupini 20 do 65 let. To je precejšnja sprememba, glede na to, kaj imamo zdaj, in seveda se bomo tega lotili premišljeno in postopno in izbrali in načrtovali tako presejalno politiko, ki bo najboljša za slovenske ženske. Potem nova priporočila priporočajo tudi pravzaprav postopno proučevanje izvedljivosti in učinkovitosti presejanja z nizkodoznim CT pri ljudeh, ki so visoko ogroženi, običajno so to hudi kadilci ali bivši hudi kadilci in vsekakor tega ne smemo narediti brez tega, da bi dodatno ukrepili aktivnosti na področju primarne in sekundarne preventive, kajenja. In potem pri prostati, imamo pa povsem drug izziv, imamo ogromno nekega presejanja, kot smo že slišali, ki pa ne rešuje življenj, obenem pa lahko povzroča nepotrebne inkontinence, impotence in to želimo zdaj organizirati, še vedno uporabljati isti test, kot ga uporabljamo zdaj, vendar cel program načrtovati drugače. In to so te 3 naši cilji, ki jih naslavljamo danes, to novinarsko konferenco in tudi z pravzaprav sodelovanjem strokovnjakom. Zdaj, tole je nekako časovnica. Slovenija te spremembe in nova priporočila pričakala pripravljanja. 2020 je Ministrstvo za zdravje ustanovilo Državno komisijo za presejanje. Leta 2022 je išla nova, 5-letka državnega programa obvladovanja raka. In 9. decembra 2022 so išla nova evropska priporočila in takoj spomladi leta 2023 je Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Agencijo za raziskovanje in inovacije že razpisalo pravzaprav razpise, na katerih so podprli priprave na postopno implementacijo novih presejalnih programov ter prenovo presejalne politike. To so projekt Peter, Luka in Zora. Mi smo pravzaprav takrat takoj vložili tudi prošnjo za podporo mednarodnega sodelovanja JARC-a na SGRI Forum Technical Support Instrument in v bistvu smo to naredili takoj, ko so se projekti začeli, se lahko tukaj pokažemo,
ampak eno leto smo čakali, da se je ta zadeva realizirala, zaradi tega smo pravzaprav tudi projekt Luka in Peter zdaj podaljšali do konca leta 2026. In to je potem tudi tisto obdobje, v katerem bomo potem mi dejansko se v Sloveniji odločali, kako bomo upeljali naše presejalne programe nove, katere bomo upeljali in bomo imeli tudi zelo konkreten načrt, da bomo lahko začeli pilotno implementacijo. Seveda tazga programa ne moreš naenkrat v celi Sloveniji uvesti, ampak potem greš ali po regijah ali po starostnih skupinah in to se bo dogajalo po tem, ko bomo pravzaprav skupaj z Mednarodno agencijo za raziskovanje raka, skupaj s projekti Peter in Luka, vsemi deležniki tukaj v sobi danes in vsemi, s katerimi se srečujemo te dni ob zagonu projekta, pravzaprav res zelo natančno vedeli, kaj in kako moramo narediti. Zdaj v okviru tega projekta bomo tudi ocenjevali kapacitete slovenskega zdravstvenega sistema na način, da bomo zagotovili vzdržno uvedbo programa in hkrati, da ne bomo škodili drugim, ki tudi rabijo zdravstvene storitve in tudi ovire. Skupaj bomo iskali rešitve, skupaj bomo iskali najboljše možne rešitve tudi v smeri, da bodo doprinesle k največ zdravja, zmanjšale pravzaprav, naredile največ zdravja za najmanj denarja in v bistvu najmanj obremenile tudi zdravstveni sistem. Seveda tukaj so vedno potrebni kompromisi, ampak jaz mislim, da obstoječi presejalni programi dokazujejo, da v Sloveniji to znamo delati in da upam, da bomo to svoje znanje tudi tle, da bomo upravičili ta svoj ponos tudi pri novih presejalnih programih. Toliko mogoče od mene, želela bi mogoče vse še omeniti, v Sloveniji tudi potekata dva raziskovalna projekta, ki te projekte več ali manj vodimo na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa vodi dva raziskovalna projekta na področju pravzaprav proučevanja, kako bi zmanjšali breme raka želodca, bodisi z zgodnjim odkrivanjem in zdravljenjem simptomatskih bolnikov, bodisi s presejanjem. To je še precej daleč od implementacije, ampak je tudi prava pot. Kar bi mogoče želela na koncu povedati, je še to, da se vsi presejalni programi, vsi presejalni projekti od lani dalje srečujemo v okviru večjega evropskega projekta EUCASPIN z vsemi drugimi evropskimi državami. Za nas je zelo pomembno, da mi vemo, kaj se dogaja v Nemčiji, v Franciji, v Angliji. In taki veliki evropski projekti nam omogočajo, da se potem redno sestajamo, vidimo, kje smo, se učimo drug od drugega, izmenjujemo izkušnje. Tako da en kup enih zadev poteka, tudi s pomočjo, bom rekla, financiranja iz slovenskih virov, iz evropskih virov in sem res hvaležna, da živimo v tem času, ko imamo to priložnost in da dejansko imamo podporo in sodelovanje vseh ključnih deležnikov, kar v bistvu ni nujno vedno tako.